Pozdravljeni, dragi moji, pozdravljeni v prelep, čudovit ponedeljek. In danes sem se odločila, da z vami podelim to, da nedolgo nazaj sem se odločila, da bom v odnosih, ki so meni dragi, ki so meni pri srcu, začela deliti svojo ranljivost. Se pravi, odločila sem se, da bom iskrena v svojih čustvih, v svojemu izražanju, da bom iskreno povedala, kdaj sem prizadeta, kdaj sem jezna, kdaj me je strah, ker v bistvu prišla sem do spoznanja, ko jaz delujem na ta način in povem to, kar dejansko jaz v sebi čutim. Takrat v bistvu sem deležna zelo velike podpore in ljubezni iz odnosov, ki so meni dragi. In to v bistvu želim deliti tudi z vami, da ranljivost je ena zelo varna, bom rekla stvar, varno čustvo, ki nas pripelje do notranje svobode, predvsem pa pripelje nas do tega, da smo deležni še več ljubezni iz naše okolice, še več podpore. Tako da to je en del te ranljivosti, katero sem želela podeliti z vami. Drugi del je ta, da kadar imamo ranljivo srce, takrat se zgodi eno globoko zaupanje. Recimo, če vzamemo primer partnerski odnos in da se mi partnerju resnično ranljivo podelimo v ženski energiji, z nežnostjo, takrat nas partner začuti in takrat se med dvema ustvari eno tako globoko zaupanje in takrat nas partner sprejme takšne, kot smo. Ne pride do obtožb, ne pride do tega, da bi en drugega ranili, ampak je samo ranljivo srce in sprejemanje in tukaj je ta nadgradnja odnosa, ki pelje do še več ljubezni, še več globine in še več svobode v odnosu. Kadar imamo ranljivo srce, se nam dogaja tudi to, da sprejemamo svojo nepopolnost, ker v bistvu, ko smo ranljivi, takrat pokažemo dele sebe, ki jih morda skrivamo pred okolico. To so recimo naši dvomi, naše napake, naše negotovosti in ko smo skriti za temi maskami, takrat upamo, da bomo vseeno sprejeti, ker bomo takrat popolni za okolico. Ampak ko se mi pokažemo v nepopolnosti, takrat se nam zgodi to, da lahko prosimo za pomoč in pomoč tudi sprejmemo. In ranljivost v bistvu na področju sprejemanja svoje nepopolnosti je nekaj res dragocenega, ker nas to zopet pripelje v svoje srce, še bliže svoji duši in nas popelje na pot obilja, ker mi se takrat, ko smo se sprejmemo v svoji nepopolnosti, takrat v bistvu se osvobodimo teh mask in smo lažji in smo dejansko to, kar smo v zaupanju v sebe in v zaupanju v odnos oziroma v partnerstvo, v odnos starši, v odnos z otroki. Tako da to je bila kot tretja stvar. Kot četrta, katero sem jaz prepoznala, pa je to, da kadar smo ranljivi, v bistvu tvegamo, da se še globje povezujemo v odnosu. Prej sem izpostavila partnerski odnos, to pomeni, da takrat pride do naših globin, takrat pride do tega, da en drugemu pomagamo zdraviti to, kar smo recimo morda v otroštvu prevzeli kot svojo resnico,
pomagamo zdraviti razne vzorce, razne strahove in takrat gremo v to globljo povezanost. In kadar smo res globoko povezani med partnerjema, takrat se tudi zgodi ta neka resnična in drugačna intimnost na drugem nivoju naše duše. Tako da želim, da te neke moje, bom rekla, nove, stare ugotovitve pomagajo tudi vam in tudi vam odprejo drugi pogled na ranljivost, na dogodke, ki se nam dogajajo vsakodnevno. In tukaj sem zate, če bi potrebovala ali potreboval kakšen moj nasvet iz moje izkušnje, bom z veseljem podelila s tabo še kaj. Tako da zaenkrat pa te objemam v tej ranljivosti in naj še povem, da bom na to temo ranljivosti tudi en angelski šepet delila s tabo, katerega bom sedaj izžrebala. Pa da vidimo, kateri angelski šepet pride do nas preko našega ranljivega srca. In prosim angelčke, našo stvarstvo, da nam preda jasnost glede ranljivosti. Pa da vidimo. Evo, da vidimo. 35 je številka angelskega šepeta in pravi: moje srce je prežeto z ljubeznijo, to mi daje pogum, da lahko izrazim to, kar čutim v sebi na ljubeč način. Evo, zdaj bom pa še prebrala dodatno razlago. V knjigici razlag smo imeli afirmacijski šepet, številka 35 pravi: dragi zemeljski angel, tvoje srce je neskončen vir ljubezni, ki te napolnjuje in vodi. Vsaka tvoja misel, vsaka beseda in vsak tvoj korak izhaja iz te ljubezni, ki ti daje pogum, da izražiš svojo resnico. Zaupaj v moč svoje srčne energije. Z ljubeznijo v srcu najdi prave besede, da izražiš vse, kar čutiš. Ponovi za nami. Sem pogumen in angelsko podprt, ko delim svojo resnico na ljubeč način, ki zdravi mene in vse okoli mene. Ljubezen me vodi v vseh odnosih in situacijah. Verjamem vase in svoje čutenje. Evo, dragi zemeljski angeli, dobili smo angelski šepet, ki nas pozbuja, da izrazimo to, kar čutimo v sebi, kot piše tukaj. In dejansko je to tista naša ranljivost, da res izrazimo vse tisto, kar čuti naše srce, naša duša. Tako da, dragi moji, z besedo na dan in s tem si dovoljujemo svobodo ljubezni in svobodo, da nas lahko objamejo angelska krila.